Dino in Doroteja se lahko pridružita Ani, lahko pa, ja. No, ampak zdaj, ker imamo še malo časa, no. Ja, ne, meni se je zdelo v bistvu smiselno opazovati, ker se mi zdi, da je ta sklop precej homogen na nek način, no. Pa bi mogoče dala neko iztočnico, pa lahko katerikoli od vas v bistvu pač odgovori na njo. Se mi zdi, da so bili tu ključni v bistvu ti elementi, neka relacijskost, se pravi ne množica, ne skupnost, skupnost, in pa hkrati tudi na nek način znotraj tega vprašanje telesnosti, kar pač je že v bistvu Dino na začetku odprl, ampak je ves čas nekako bilo, ne vem, če je kdo od vas. Jaz lahko pač povem, da ta prispevek, pač polovico tega prispevka sem pripravljal za kongres psihologov in pač sem predpostavljal neko občinstvo in kritiziral neke prevladujoče pač načine mišljenja o psihologiji, in sicer to na eni strani nek kognitivizem in na drugi strani nevroznanost in fiziologija telesa, to, da neke duševne pojave pač enostavno zvedemo na možganske procese. Ampak pri tem se pač nisem hotel zgolj umakniti v neko sociologijo ali pa v neko družbo, ampak je pač telo ima ključen pomen v procesu čustvovanja, ampak drugačen koncept telesa, kot ga ima pač enostavno medicinska fiziologija. Zato sem poudarjal tudi to telesnost in pač afektirajočo sposobnost telesa. In čeprav nisem pač dalje razvil, ampak se mi zdi to ključno, da se ohrani nek materializem, ampak kljub temu ne ta naturalistični, pač materializem medicinskega telesa. Ja, ker spet po drugi strani pa recimo v Aninem prispevku tudi to pač smeh, ne, kot neka, to je pač čisto fizična reakcija v bistvu, ne, oziroma pač celo priporočljivo je, da je izražena na nek zelo telesno jasen način, ne, se pravi v bistvu kot nek skorajda performativni odziv na pač nek performans, ki je opazovan, ne. In hkrati pa pač tu se odpira tudi to, o čemer je pa mogoče še najbolj intenzivno govorila Doroteja, se pravi ta vloga drugega. Lahko jaz nekaj dodam, da se mi zdi tudi povezano, recimo smeh je nalezljiv. In jaz sem govoril o nalezljivosti čustev in se povezuje in tudi recimo pač prva sistematična psihologija ali interpretacija afektov pač je v Aristotelovi retoriki in govori o tem, kako je pač afektivna udeležba publike povezana s tem, ki nastopa, in spet pač vidim neke povezave s tem, kar je Ana govorila, tako da ja, v smislu nalezljivosti, smeha in razmerja med nastopajočimi in publiko. Mogoče še jaz dodam nekaj na temo telesa, ker ti si pač malo tudi vpeljal to Le Bonovo teorijo, ne, skupine, in glede na to, da danes pač nismo imeli toliko časa, sem morala izsekati pač te dele, ampak sem se tudi jaz lotila tega iz malo drugačne perspektive, in sicer kako v bistvu je tudi telo kot tako, ki ga mi razumemo mogoče kot neko anatomsko telo, biološko telo ali pa telo kot tako, včasih tudi nekako prenešeno na neko skupino, ne, torej da tudi skupina potem dobi, mislim, to je Le Bonova teorija, ne, neko svojo čist novo telo, ki je sestavljeno iz tistih celic, ki posamične celice potem začnejo tvoriti neko novo entiteto, ne, in pa tudi seveda potem pride zraven tudi ta mind, skupinski mind in tako dalje. Tako da v bistvu, ja, nekako se mi zdi, da telo je, mislim, ne samo v teh prispevkih, ampak generalno zelo pomembna tema, mislim, ki se vedno znova nekako pač misli, ne, torej se mi zdi, da tema telesa je nekako tako večna in pač ne moremo jo dokončno nekako obdelati, ne. Ja, ker recimo tudi v politični filozofiji je v bistvu skozi metaforo telesa se pravzaprav, ne, se zdi neki osnovni koncepti razlagali, ne, kar je pač to zelo zanimivo, ne.
Pa mogoče samo še to, največja prepreka se mi zdi pač pri razmišljanju o telesu ravno to, da ga avtomatsko razumemo kot fiziološko telo. In to nam prepreči sploh kakršnokoli drugo konceptualizacijo. Samo če vzameš v zakup te osnovne neke psihične pojave, je tako jasno, da s fiziologijo ne moreš pojasniti, kako je pač mogoča pač emocionalna kognicija ali pa to, kar reče empatija, recimo. In pač problem je, da enostavno psihologi izvažajo nek problem, rečejo, ne vem, zrcalni nevroni se vključijo takrat, ko pač zrcalimo neke izraze in čustvena stanja. Zato ti nič ne pojasni o tem, kaj je empatija in kako je mogoče. Pač. In to je neka klasična psihološka, ki sploh ni argumentacija, ampak predpostavka, da enostavno izvoziš v neko fiziologijo in misliš, da si pojasnil. To je isto, kot da rečeš, čustva v magnetni resonanci se vključijo amigdale, ampak to nič ne pomeni, ne pove o tem, kaj so čustva, kako potekajo procesi in tako dalje. Tako da s tem imam recimo probleme tudi s psihologijo in to se mi zdi pač, zato sem tudi tako zastavil to predstavitev, ki sem rekel, da sem imel na kongresu bolj pač napadalno ali pa provokativno, ker ja. To je. Da je empatija en človek in njegovi zrcalni Ja, nevroni. lih to se mi zdi, da je relacija, ne? Da ravno to, da ni neka duševna sfera, to je tudi avtomatska predpostavka, ker problem je v psihologiji, da psihologija sploh nima neke teorije koherentne, da bi res utemeljila konceptualno in konsistentno to, o čem govori. Imamo operativne definicije in problem je, da spontano razumemo duševno sfero kot pač neke notranje duševne procese in pol pride tako težava, kako se lahko povezuje moj notranji duševni procesi s tvojimi ali pa z neko skupnostjo, ker je vmes prepad. In ja, pač kognitivistična teorija gre ravno v tej smeri, da mi simuliramo notranja stanja drugih in jih primerjamo po neki analogiji. Samo dojenček ti vrne nasmeh, pokaže jezik, stegne roko in nima nobenih sposobnosti, pač ima še razvitih kognitivnih procesov. Torej je neki naravni telesa, kar mu omogoča to neposredno zrcaljenje. Pač in to sem tudi, se mi zdi pomembno. Pač spodkopavati neko mainstream psihologijo ravno spet s psihološkimi dokazi, ker to so pač razvojna psihologija pač ugotavlja to, da dojenček se odziva na skrbnika ali na drugega na ta način in pač pokazati notranjo nekonsistentnost lastne psihološke, pač, mislim, ki je lastna psihološki znanosti. No.